Spoštovani gostje, cenjeni predstavniki javnih uprav, predstavniki slovenskih ustanov v Italiji in glavni prijatelji, lepo pozdravljeni v Narodnem domu. Gentili rappresentanti delle pubbliche amministrazioni Italia Amici, benvenuti nel Narodni Dom. L'odierna serata si svolgerà in lingua slovena. Invito quindi tutti coloro che non parlano la nostra lingua ad usufruire del servizio di interpretariato simultaneo. Najlepša hvala glasbeni matici za umetniško točko, ki nam jo je poklonila študentka solopetja iz razreda profesorice Marlene Burger, Ester Gojzer ob klavirski spremljavi profesorice Petre Grassi. Nocoj so med nami in jih lepo pozdravljamo tudi ministrica Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jantič, deželni odbornik Paolo Roberti, državni prefekt Valerio Valenti, kvestorka Irene Titoni, generalni konsul Republike Slovenije v Trstu Vojko Vovk in škofov namestnik dr. Roberto Rosa. Če sem tudi koga izpustila, ne mi oprosti. Danes se spominjamo 100. obletnice požiga Narodnega doma. Od danskega zgodovinskega dogajanja, ki sta ga ovekovečila predsednika Borut Pahor in Sergio Mattarella, se je zgodilo marsikaj, tako na privatni kot tudi na krajevni ravni. Papirske razmere nam še vedno ne dovolijo, da bi lahko bolj sproščeno obeležili zaključek 100. obletnice tragičnega zgodovinskega dogodka s svečanostjo, ki bi se lahko udeležilo večje število oseb, katerim stavba v ulici Filici predstavlja pomemben simbol. Po drugi strani pa gre poudariti, da je lani podpisani protokol o vrnitvi Narodnega doma začel svojo pot. Ustanovljena je bila namreč fundacija Narodni dom, ki je dosegla tudi javno priznanje.
In ravno Fundacija Narodni dom se je odločila, da priredi nocojšnjo slovesnost. Po mikrofonu vabim njenega predsednika, odvetnika Rada Lanceta. Buonasera a tutti, buona poco voto e diciamo, non c'è il potere di lingue, mi potremmo Poštovani gosti, dragi prijatelji, v imenu Fundacije Narodni dom se vam zahvaljujem, da ste prišli na komemoracijo 101. obletnice Božjega narodnega doma. Pred natanko letom dni je bil podpisan protokol, čigar pokrovitelj sta bila predsednik Italijanske republike Sergio Mattarella in pa predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na dodali protokola oparača, ker smo danes zbrani vrnjena slovenski manjšini v Italiji. S tem, da dogovor izraža v svoji preambuli, da je to skupna želja držaške italijanske in slovenske skupnosti. Ta pasus uvodnih določil ni le priložnosti, ima relevanten vsebinski naboj. To je pomemben znak preseganja starih konfliktov, ki so zaznamovali te kraje in pa popotnica v določnost. Ne pozabimo, da sta predsednika Pahor in Mattarella pred letom dni obiskala Pazoviški spomenik in pa Pazoviški šov in s tem bistveno prispevala k procesu zaključevanja povojnega obdobja. V Trstu je to obdobje trajalo dlje kot drugje zaradi turbulentnega 20. stoletja, ki ga je naše mesto preživelo in za nekatere verjetno še traja. Skratka, šlo je za zgodovinski trenutek za Trst in slovensko narodno skupnost, ki v njem živi. Njegovo pomembnost pa bomo popolnoma dojeli s časom. Pri dogajanjih okoli dogovora o vrnitvi narodnega doma je potrebno poudariti, da so zelo važno vlogo odigrali vsa pristojna italijanska ministrstva, v prvi vrsti notranje, državne agencije, državska univerza, občina Trst, dežela Fornalija, Julijska krajina, prefektura. Posebna zahvala gre slovenskemu zunanjemu ministrstvu, še posebno pa ambasadorju v Rimu Tomažu Kunstlu in generalnemu konzulu v Trstu Vojku Volku, ki sta vrnitev močno podpirala in zadevi vsakodnevno sledila, in pa ne nazadnje cerkvi, ki je brez pomahovanja iniciativa pripadla. Vsem gre naša iskrena zahvala. Ko je Narodni dom gorel, so Evropo karakterizirali redentizmi in nacionalizmi, takšni ali drugačni, nekateri bolj agresivni, drugi manj. To pomeni ideje, ki so na to dobile praktično uporabo v politiki, ki je manjšine, ki so živeli znotraj meja novo nastalih nacionalnih držav, izključevali. Skratka, gledanje na nacionalno državo kot na etnično čisto tvorbo v nasprotju z dejanskim stanjem, ki je bilo mnogo bolj artikulirano. Tovrstna politika, kot ciljamo, prinaša konflikte, spore, večkrat s tragičnim koncem. Danes sveta evropske politike neusmiljeno piha v nasprotno smer, v smer evropske integracije, v smer pravice Evropejcev, da se lahko izražajo v svojem jeziku, da govorijo svojo kulturo, da so versko svobodni, da svojo samobitnost izražajo brez omejitev, brez diskriminacij, etničnega, verskega, spolnega ali rasnega značaja. Bil je čas nacionalizmu, zdaj je čas evropske integracije in to, kar se mene tiče, brez skepse. Italija je velika in demokratična država, kjer zaščita manjšin na visoki ravni, višji od marsikatere druge evropske države. In z vrnitvijo Narodnega doma slovenski manjšini dokazuje svojo sensibilnost in nerekognitnost. S tem v zvezi nimam dvomov, da bo postopek vrnitve po upoštevanju vseh objektivnih faktorjev, ki pogojujejo sedanji čas, hitro rešen in prenosnišen iz Fundacije Narodni dom formaliziran. Sam pri sebi se prepričam, da odločitev za vrnitev Narodnega doma ni improvizirana politična gesta. Že od časa podpisa ozenskih sporazumov si Rim želi, da bi se Trst otresel nacionalno karakterizirane množine, ki je mesto preveč desetletij omejevalo, tudi v gospodarskem smislu in postal trdnejše, širše, uspešnejše mesto. Vrnitev Narodnega doma ne gre smatrati
kot povračilo škode slovenski manjšini ali protiverjetnost za požig. To gesto moramo razumeti kot investicijo v bodočnost, namenjeno mladim rodom. Istočasno pa je to poraz za nacionalizem in za revanšizem, ki je v naših krajih nažalost še prisoten. Vsi vemo, da je v preteklosti Trst v vseh ozirih se razvijal in postal drugo pristanišče na Sredozemskem morju in eno od evropskih ekonomskih prestolnic, ker je pomorska postojana centralna vloga. Eden izmed elementov tega razvoja je bila nepolna multikulturna sestava prebivalstva. Večja živčnost in odprtost sta bili faktor razvoja. Ti elementi razvoja so veljavni še danes. Globaliziran svet, še posebno v njegovi evropski enačici, nacionalistično nastrojene ljudi ali skupine ljudi počasi ali neomajno izloča. Naša naroda je, da mlade rodove vzgajamo v narodno zavednem, a istočasno svetovljanskem duhu, kjer je medsebojno spoštovanje osnova mirnega sožitja in civilne razgradnje. To so predpostavljali za uspeh, za lepše in bogatejše življenje. Fundacija Narodni dom kot sinteza krovnih organizacij Slovencev v Italiji in izraz aktivne enotnosti slovenske manjšine, v kateri sta prisotna tudi predstavnike Italije in Slovenije, ko znati izjemno dobrih odnosov med državama ima za primarno skrb vsestranski razvoj slovenske narodnice skupnosti v Italiji. V tej palači bodo namreč domala vse najpomembnejše manjšinske organizacije, gospodarske, medijske, kulturne, športne in tako dalje. To je velika priložnost, ki je ne gre zapraviti. Najvrnitev Narodnega doma daje veljano slovenski manjšini v Italiji, predvsem pa mladim, da bodo v njem delali, ustvarjali in se srečevali. Vendar te zgodovinske priložnosti ne bi izkoristili v popolnosti, če bi k sodelovanju tako prestižne in simbolično obražene nepremičnine ne povabili tudi druge etnične in verske skupine, ki jih Trst premore in pa seveda večinsko italijansko govoreče someščane. Naj postane Slovenski narodni dom center sožitja in žarišče širine, ki jo Trst potrebuje, da se reše okol in spom, ki so ga povojevali. Skratka, Narodni dom naj bo skupni dom vseh ljudi dobre volje, ne oziraje se na njihovo narodno pripadnost in versko vrednitev. Naj bo slovenski dom kulture in medsebojnega spoštovanja. Ponovno bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri postopku vračanja Narodnega doma, še posebno pa predsednikoma Republike Italije in Republike Slovenije, ki sta odločilno vplivala, da do vrnitve prihaja. Saj je to zelo pomemben korak, ne samo za državne Slovence, ampak tudi za mesto Trst. Posebno veselje je, da se bo na današnji slovesnosti predstavila knjiga mladih zgodovinarjev Boruta Glavina in pa Borasta Bajca Ogenj 50 rokov, ki zadeva prav zgodovinske okoliščine okoli Božiga Narodnega doma. Za kar sta vložila veliko truda, dela in obema gredo naše čestitke iz srca. Hvala za pozornost. Hanno della Fondazione Narodni dom vi ringrazio di essere intervenuti alla commemorazione del 100° anniversario dell'incendio del Narodni dom. Esattamente un anno fa veniva firmato il protocollo d'intesa patrocinato dal Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e dal Presidente della Repubblica di Slovenia Papa. In forza di tale protocollo il palazzo dove siamo venuti oggi sarà restituito alla minoranza slovena in Italia. Nel preambolo del protocollo d'intesa è un passaggio che recita che il trasferimento del palazzo a favore della minoranza slovena costituisce il desiderio condiviso delle comunità italiane slovene di Trieste. Questo passaggio delle disposizioni introduttive non è solo una clausola di stile, ma piena di significato. Rappresenta un segnale importante per il superamento dei conflitti che hanno caratterizzato questi luoghi ed una chiara indicazione per il futuro. Non dimentichiamo che lo stesso giorno di un anno fa i presidenti Papa e Mattarella hanno visitato il monumento ai 4 caduti di Valgorizia e la foglia di Valgorizia, dando così un significativo contributo al processo di superamento del periodo del dopoguerra. A Trieste questo periodo è durato più a lungo che altrove a causa del turbolento Novecento che la nostra città ha vissuto. Fu insomma un momento storico per Trieste e per la comunità nazionale slovena triestina che qui vive e
l'importanza di tale gesto simbolico sarà pienamente compresa solo con il passare del tempo. Va evidenziato che nell'attività relativa alla sottoscrizione e alla formalizzazione del protocollo relativa alla restituzione dell'Antidom alle minoranze slovene, tutti i ministeri italiani coinvolti, in primis quello dell'Interno, le agenzie statali, l'Università di Trieste, il Comune di Trieste, la Regione Friuli di Venezia Giulia, la Prefettura di Trieste hanno svolto un ruolo di primaria importanza. Un particolare ringraziamento va al Ministero degli Esteri sloveno, in primis all'ambasciatore a Roma Tomasz Kunster e al console generale sloveno a Trieste Volkovov, che hanno appoggiato con determinazione la restituzione dell'Antidom, e alla Chiesa che ha sostenuto l'iniziativa senza riserve. A tutti vanno i nostri più sentiti ringraziamenti. Quando il Antidom bruciava il continente europeo era pervaso dei repentismi e dei nazionalismi, alcuni aggressivi e altri meno. Tali linee di pensiero hanno trovato concreta applicazione nella relazione politica del tempo che escludeva le minoranze nazionali nei nuovi stati nazionali. Si intendeva insomma lo Stato-nazione come un'entità etnicamente pura in contrasto con la realtà che era ben molto più articolata. Questo tipo di politica, come sappiamo bene, ha portato a conflitti e tragedie. Oggi il vento della politica europea soffia inesorabilmente nella direzione opposta, nella direzione dell'integrazione europea, dove vengono garantiti i diritti degli europei ad esprimersi nella propria lingua, di coltivare la propria cultura, di professare liberamente le proprie religioni, di esprimere la propria identità senza restrizioni, senza discriminazione di carattere etnico, religioso, sessuale o razziale. 100 anni fa sono stati i nazionalismi a dettare la linea politica. Oggi stiamo vivendo l'epoca dell'integrazione europea e ciò per quanto mi riguarda senza scetticismo. L'Italia è un grande paese, è un paese democratico che garantisce alle minoranze nazionali un elevato livello di protezione, probabilmente superiore a tanti altri paesi europei, e ha dimostrato con la restituzione dell'Antidom alle minoranze slovene in Italia la propria sensibilità e lungimiranza. A tal proposito non nutro alcun dubbio che il processo di restituzione, tenuto conto di tutti i fattori oggettivi che condizionano il presente momento, si concluderà rapidamente con il trasferimento della proprietà di questo palazzo a favore della Fondazione Antidom. Personalmente sono convinto che la decisione di restituire l'Antidom non sia un gesto politico improvvisato. Sin dalla firma dell'accordo di Oslo, Roma ha voluto che Trieste si liberasse da una situazione di imbottigliamento che riduceva la condizione anche in termini economici e quindi diventasse una città più aperta. La restituzione dell'Antidom non può essere considerata come una sorta di risarcimento o di indennizzo alle minoranze slovene per l'incendio del palazzo. Dobbiamo intendere questo gesto come un investimento per il futuro e in particolare per le giovani generazioni, per la next generation. Allo stesso tempo rappresenta una sconfitta per chi nutre ancora sentimenti nazionalistici e irriversivi. Sappiamo che in passato Trieste si è sviluppata diventando il secondo porto del Mediterraneo, una delle capitali economiche europee, perché era il punto di riferimento marittimo dell'Europa centrale. Un elemento di questo sviluppo fu senza dubbio la composizione multiculturale della posizione. Il multilinguismo e la mentalità data hanno rappresentato un fattore di sviluppo. Ciò è tuttora valido. Il mondo globalizzato, specialmente nella sua proiezione europea, sarà in grado di superare i nazionalismi. Il nostro compito è quello di educare giovani generazioni nel rispetto della propria identità nazionale, ma allo stesso tempo nei principi del cosmopolitismo, dove il rispetto reciproco è la base della convivenza pacifica e della comune crescita civile. Queste sono le premesse per il successo per una vita più ricca e più bella. La Fondazione Antidom, in quanto sintesi delle organizzazioni anticariche degli sloveni in Italia ed espressione dell'unità di azione della minoranza slovena, nella quale sono presenti pure rappresentanti della Repubblica Italiana e quella slovena, in considerazione degli ottimi rapporti che intercorrono fra i due Stati, ha come fine primario lo sviluppo della comunità nazionale slovena in Italia in tutti i settori in cui è attiva. Questo palazzo ospiterà infatti quasi tutte le più importanti organizzazioni della minoranza, quelle economiche, mass media, quelle culturali e sportive. Questa è un'opportunità che non va sprecata. Il ritorno dell'Antidom dia impulso alle minoranze slovene in Italia, in particolare ai giovani,
affinché possano vivere liberamente col proprio lavoro e col proprio impegno. Tuttavia non coglieremo appieno questa storica opportunità se non invitassimo altri gruppi etnici e religiosi che storicamente vivono a Trieste e naturalmente la maggioranza di voi cittadini di lingua italiana a collaborare nelle attività che si svolgeranno in questo immobile così prestigioso e dal significato così simbolico. Che il Naro di Dom, di proprietà della comunità slovena, diventi un centro di convivenza, di apertura di cui Trieste ha bisogno. In breve, il Naro di Dom sloveno dovrà essere la casa comune di tutte le persone di buona volontà, indipendentemente dalla loro etnia o credo religioso, è un luogo di convivenza e rispetto reciproco. Desidero ringraziare nuovamente tutti coloro che hanno attivamente partecipato al procedimento per la restituzione del Nandino, in particolare i presidenti della Repubblica Italiana e della Repubblica di Slovenia, che hanno contribuito in modo decisivo affinché la restituzione possa essere portata a compimento. Trattasi di un passo molto importante, non soltanto per gli sloveni triestini, ma per la città di Trieste. È un vero piacere inoltre che dopo questa breve cerimonia potremo ospitare in questa sede la presentazione di un libro dei giovani storici Gold Clavier e Goran Weiss, Il fuoco che ha avvolto l'Europa, che tratta per l'appunto le vicende storiche dell'epoca in cui veniva insegnato Nandino, per la stesura della quale hanno profuso tanto impegno. Congratulazioni a entrambi. Vi ringrazio per l'attenzione. Kot predstavniki italijanskih javnih uprav bo sedaj spregovoril odbornik za lokalne avtonomije avtonomne dežele Kolenje in Ilirske krajine, gospod Pier Paolo Roberti. Grazie, buonasera a tutti. Un saluto in particolare a tutte le autorità, in particolare permettetemi al Ministro oggi presente con noi. Prima di tutto ovviamente d'obbligo i saluti che devo portare da parte dell'amministrazione regionale, in primis da parte del suo Presidente Massimiliano Federica. Dopodiché permettetemi un breve passaggio sul percorso che ci ha portato fino a qua, perché se oggi siamo qua e alle spalle ho questo logo della fondazione Narodni Dom, evidentemente perché c'è stato un percorso lungo che ci ha portato fino a questo momento e probabilmente sarà ancora un percorso che dovrà avere un'accelerazione per accorciare i tempi, stante le possibilità. Un percorso che nasce grazie alla volontà essenzialmente di due persone, che sono i due presidenti della Repubblica, che hanno dato uno stimolo importante affinché ci trovassimo oggi qua con questo simbolo alle nostre spalle. E prima lo ricordava il presidente della fondazione, quel percorso ha avuto un suo apice esattamente un anno fa, quando c'è stata la firma di questo protocollo d'intesa e ai quali ci siamo arrivati dopo innumerevoli discussioni su come cercare di far combaciare tutta quella scacchiera di incastri per poter trovare una soluzione più opportuna, in particolare in un momento in cui già la prima ondata, anzi arrivava la prima ondata, abbiamo superato la prima ondata, ma ce ne aspettava purtroppo inesorabilmente un'altra e ancora oggi dobbiamo, come si ricordava, ritrovarci in questa situazione, in questa sala in forma limitata, con le mascherine e con il distanziamento. A proposito la tolgo perché approfitto del Presidente, di come ha fatto il Presidente. Quella tappa fondamentale dell'anno scorso è stata un simbolo importante, lo diceva lei, credo le sue parole, un simbolo importantissimo e un'immagine forte. Ed è un simbolo importante che, come diceva lei, probabilmente comprenderemo tutti quanti appieno fra un po' di tempo, perché probabilmente i tempi non sono ancora maturi perché venga capito forte, capito da tutti. Però oggettivamente sono state delle immagini importantissime, la firma del protocollo e l'immagine dei due presidenti sulla folla di Basovizza. Probabilmente fino a qualche anno fa quelle immagini ce le saremmo soltanto sognati. Ma sono la forza di due persone che si sono messe, il Presidente della Repubblica italiana, il Capo di Stato italiano e il Capo di Stato sloveno, che
hanno guardato al futuro e hanno guardato a un'amicizia tra due paesi vicini che non sono soltanto vicini ma sono due paesi amici e che devono continuare sulla strada della collaborazione e del reciproco rispetto, sia tra stati sia ragionando sulle comunità nazionali presenti sui rispettivi territori. È chiaro che di strada ce n'è da fare ancora, perché la pandemia in questo sicuramente non ha aiutato il fatto che molte delle cose che volevamo fare purtroppo sono state rallentate, perché per 1 anno e mezzo abbiamo pensato solo ed esclusivamente della pandemia, ma quello stimolo e quella spinta da parte dei 2 presidenti rimane, ci viene ricordata puntualmente. Quindi evidentemente sono sicuro che da qui al prossimo futuro si riusciranno a risolvere tutti i passaggi che mancano ancora. Perché c'è una cosa che mi ha positivamente colpito fin dall'inizio, fino dai primi incontri, quando ci siamo cominciati a parlare su come gestire i vari incastri, ovvero sulla richiesta sì da parte della comunità slovena in Italia di arrivare al possesso di questo edificio, ma anche di arrivarci senza mettere in difficoltà altre istituzioni, in primis l'università, che in questa sede ha un importante punto di riferimento. Oggi abbiamo un'opportunità davanti, parlavo prima che iniziasse la serata di oggi, abbiamo l'opportunità, penso, tutte le risorse che arriveranno dall'Europa, anche dedicate all'istruzione, quindi probabilmente da quel punto di vista avremo la possibilità di trovare degli sbocchi successivi in più. Ma confido in ogni caso nel fatto che la forza di quella stretta di mano sulla Foiba di Basovizza e la firma per il protocollo d'intesa sull'Eurodom comunque in ogni caso troveranno nel più breve tempo possibile tutte le risposte che la comunità italiana e la comunità slovena cercano e vogliono al più presto raggiungere per arrivare a quel pieno processo di pacificazione di cui si parlava prima e di cui abbiamo bisogno per poter vivere pacificamente, fare i conti con il passato, voltare pagine e guardare solo ed esclusivamente al futuro. Grazie a tutti, buona serata. Svoj pozdrav nam prinaša tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije, doktorica Helena Jakič. Gospa ministrica, prosim. Spoštovani predsednik Fundacije Narodni dom, gospod Rado Racet, spoštovani predstavnik dežele Furlanije Julijske krajine, gospod Roberti, spoštovani visoki gostje, gospe in gospodje, dragi Slovenke in Slovenci, dragi rojaki. Nepozabni so spomini na lanskoletno veselje ob vrnitvi Narodnega doma Slovenski narodni skupnosti v Italiji. Aplavz zbranih pred Narodnim domom tistega popoldneva 13. julija, ki se ni končal, je bil zgovoren bolj kot vse besede. Tisti aplavz, tisti neskončen aplavz, ki se je zdel kot manifestacija vseh občutkov, ki so nas takrat prevevala. Veselje, olajšanje, ponos, samozavest in pričakovanje, da bo sedaj drugače. Da se začenja neko novo obdobje, v kateri bo slovenska manjšina enakopravna in v polnosti sprejeta v tem prostoru lahko na novo zaživela. Sama sem v tistih trenutkih mislila na vse Slovence, ki so se v vseh teh 100 letih, kljub hudemu preganjanju in poniževanju v preteklosti, ostali zvesti slovenski besedi, slovenstvu in slovenskemu narodu. Ter jim bila za to neizmerno hvaležna, za njihovo zvestobo in njihov zgled. Po enem letu ugotavljamo, da bo treba vložiti še nekaj naporov, da bo Narodni dom tudi dejansko prišel v slovenske roke. Hvaležna sem vsem, ki si iskreno prizadevate, da bi se to čim prej zgodilo. Dokončna vrnitev Narodnega doma Slovenski narodni skupnosti ima namreč tudi velik simbolni pomen. Ne le z vidika poprave krivic, temveč javnega sporočila, da je Trst v najširšem pomenu besedo resnično prostor, kjer je vsak sprejet, kjer drug pomeni obogatitev in ne grožnje.
Sporočilo, da je zgodovinska prisotnost slovenske skupnosti nekaj samoumevnega in naravnega, ter da je slovenska beseda v tem okolju prav tako domača kot italijanska in da obe skupaj dajete temu prostor žlahtnost, širino in odprtost, zaradi katerih je mesto tako zelo privlačno. Prav zato je prav, da se protokol podpisan pred enim letom res čim prej udejani, brez zapletanja in birokratskih ovir. Zato si prizadevajmo vsi, ki želimo temu mestu, slovenski skupnosti in tudi vsem dobro mislečim prebivalcem širšega prostora vse najboljše. Vesela sem bila osebnega zagotovila tržaškega župana gospoda Pijace, da se bodo vsi postopki, ki so v njegovi pristojnosti, hitro odvili. Prijateljstvo in medsebojno spoštovanje obeh predsednikov, gospoda Mattarelle in gospoda Pahorja, sta nam ob vsem tem zgled in spodbudo krepitvi medsebojnega sodelovanja, povezovanja ter dela za sožitje in skupno prihodnost. Sama sem tudi vesela, da Italija in Slovenija razvijata vedno boljše medsebojne odnose in da se vsi skupaj trudimo jih še poglobiti in še okrepiti. Spoštovani, v romanu Črni obroč avtorja Marija Čuka, ki nam približuje dogajanje izpred 100 let o tem, zakaj so Slovenci prihajali v Narodni dom, preberemo. Prišli so, ker so hoteli biti skupaj, ker so hoteli deliti svoje slovenstvo, se potrjevati v njem in utrjevati. Narodni dom je bil prijazen in varen dom. Tu so lahko sproščeno uživali v jeziku in lastni identiteti, širili vednost in solidarnost. Konec navedka. Tudi sama se veselim tistega trenutka, ko bo Narodni dom zopet v polnosti lahko zaživel svoje poslanstvo. Tisto poslanstvo, ki so ga mu namenili Slovenci, ki so ga pred 120 leti gradili in zgradili. Naj res postane prostor, dom vseh Slovencev, ki živite in delate tukaj. Naj postane središče slovenske ustvarjalnosti in samozavesti. Prepričana sem, da bodo povabilo k sodelovanju rade sprejele tudi pomembne slovenske ustanove v matični domovini. O tem pa naj Narodni dom ostaja vedno odprt, tudi za vse, ki v srcu dobro mislijo. Naj vedno znova pride do izraza pregovorna slovenska gostoljubnost, ki gosta vedno spoštljivo in odprto sprejme. Hvala. Senatorka Tatjana Rojc nas je počastila s pozdravom, ki vam ga bomo sedaj predali. Spoštovani gospod predsednik in člani Fundacije Narodnega doma, cenjeni visoki gostje, predvsem glavni prijatelji. Zelo mi je žal, da današnji spominski dan sovpada z nadvse pomembno volilno seanso v italijanskem senatu. V mislih sem z vami vsemi, spominom na veličastni dogodek pred letom dni, ko sta predsednika Sergio Mattarella in Borut Pahor postavila prst v središče sveta, da bi opozorila, na kar je bilo, vendar s pogledom uzrtim v svet, ki ga želimo. Svet spoštovanja, prijateljstva, sodelovanja, lojalnega in čistega pogleda iz oči v oči. Slovenci smo vse bolj prepoznavni del našega čudovitega mesta v zalivu, kakor Trst definira posebni pričevalec Požiga, pisatelj Boris Pahor. V tem letu se je marsikaj spremenilo. Besede ne menijo več sovraštva. Govorijo o prijateljstvu in sodelovanju. V Rimu se zaključuje kompleksna zgodba zgodovinskega prenosa lastništva Narodnega doma, ponovno v slovenske roke. Čeprav nekateri niso verjeli in proti naprezali vidno in nevidno. Zato naj bo današnja slovesnost prežeta z zavestjo, da so stavba Narodnega doma, njena zgodba in njena bodočnost dolgoročna naložba za Slovence v Italiji, ki bodo v tej zgodbi prevzeli vodilno vlogo pri postavljanju temeljev za odprt dialog z mestom
in njenimi komponentami ter uresničili novo evropsko dimenzijo za bodoče rodove ter tako odprli vrata inovacij, novim oblikam kulture, raziskovanja, gospodarstva, umetnosti. Dovolite, da se na koncu zahvalim vsem protagonistom v Trstu, Ljubljani in Rimu za opravljeno delo, ki mu imam čast slediti v prvi besedi. In da čestitam Borutu Klabjanu in Gorazdu Bajcu, ki sta svojo knjigo napisala pomembno stran v zgodovini tega poslopja in njegove širše zgodbe. Povrnimo se k naši slovesnosti. Na današnji večer leta 1920 sparvistična roka potapila požarna stavbo, v kateri smo zbrani. Ta kraj je bil utripajoče srce tržaških Slovencev. Delegacija, ki jo sestavljajo predsednik Fundacije Narodni dom Rado Race ter član upravnega odbora Ksenija Dobrila in Walter Vandel, se bo poklonila žrtvam takratnega nasilja. Na pročelje stavbe bo položila venec tudi v imenu vseh ustanov, ki so v preteklih letih skrbele za to, da je spomin na požig Narodnega doma ostal živ. Najprej bi omenili stranko slovenske skupnosti. Dodati pa moramo tudi Deželni inštitut za zgodovino podporniškega gibanja Fularije Julijske krajine, ANPI, Vsedržavno združenje partizanov Italije ter klub Turisti Triestini. Vse vas v dvorani pa vabim k trenutku zbranosti. Novi publikaciji, ki obširno analizira tragične dogodke izpred 100 let. Ogenj, ki je zajel Evropo, je zgodovinska monografija, ki je pravkar izšla pri Cankarjevi založbi. Gre za sad dolgoletnega dela zgodovinarjev in univerzitetnih profesorjev Gorazda Bajca in Boruta Klabjana. Pogovor z njima bo vodila novinarka in urednica Poljanka Dolhar. Vabim torej nocojšnje goste, da stopijo na oder. Dr. Borut Klabjan je znanstveni svetnik na znanstveno-raziskovalnem središču Homer in kot izredni profesor poučuje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Gorazd Bajc je izredni profesor na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Na Mariborski filozofski fakulteti je tudi prodekan za znanstveno raziskovalno delo. Dober večer. Dober večer in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Buonasera e benvenuti a tutti a questa presentazione del nuovo libro sulla storia del Narodni dom. Naslov knjige je, kot veste, Ogenj, ki je zajel Evropo, in iskreno mislim, da je to knjiga, kot je še ni bilo. Knjiga, ki smo jo dolgo pričakovali in tudi potrebovali. Saj ne samo, da strokovno analizira zgodovino stavbe, v kateri se danes nahajamo, ampak nas tudi popelje v dogajanje tistega tragičnega 13. julija 1920 in bralca predvsem popelje na popotovanje po tržaški in evropski zgodovini 19. in 20. stoletja vse do današnjih dni. Zaradi covida in zaustavitve javnega življenja je namreč knjiga išla z enoletno zamudo, ampak včasih so zamude lahko tudi koristne, kajti tako sta naša avtorja, dr. Gorazd Bajc in Borut Klabjan, lahko vanjo vključila tudi vse, kar se je v zadnjem letu zgodilo, in kot smo slišali, so na tem področju bili storjeni veliki koraki. Bralke in bralci, ki bodo v roke vzeli knjigo Ogenj, ki je zajel Evropo, bodo v njej veliko izvedeli o Slovencih in Slovanih v Trstu sredi 19. stoletja, o okolju, v katerem je zrastla zamisel za Narodni dom. Brali bodo nasprotujoča si poročila o tem, kaj se je dogajalo
pred natanko 101 letom tukaj noter in pred to stavbo. Brali bodo, kaj so pisali mediji, kaj policijski inšpektori, ampak tudi, kaj so o tem mislili navadni ljudje. Kajti v svojo pripoved sta vključila tudi dnevniške zapiske in spomine marsikoga, ki je tiste dogodke doživel na lastne oči. Zato je besedilo, kljub temu, da gre za strokovno zgodovinsko študijo, ki sloni na raznolikem arhivskem gradivu, tudi zelo življenjsko in torej primerno za branje. Izredno bogata bibliografija in opombe pa ponujajo številne namige tudi za nadaljnje branje, za vse, ki bi se radi poglobili v to tematiko. Preden pridemo k pogovoru z obema avtorjema, še kratka predstavitev. Oba sta Tržačana, oba doktorja zgodovine in oba tudi izredna profesorja. Borut Klabjan poučuje na Univerzi v Ljubljani, Gorazd Bajc pa je zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Borut Klabjan, ti si na levi, če ga kdo ne pozna, je tudi znanstveni svetnik na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Izobraževal se je na univerzah v Trstu, Ljubljani, Bratislavi, Pragi in v Berlinu, kjer je bil štipendist Humboldtove fundacije. Kot Marie Curie štipendist pa je delal na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah. Med njegovimi najpogostejšimi študijskimi primeri so prostor Severnega Jadrana, mesto Trst ter območje Češke in Slovaške. Zanimajo ga tudi zgodovina Jugoslavije, slovensko-italijanski odnosi in manjšinska vprašanja v primerjalni perspektivi. Objavil je več kot 100 znanstvenih in poljudnih člankov v 9 jezikih, izdal 2 knjigi in bil sourednik pri 5 večjezičnih zbornikih. Področja raziskav dr. Gorazda Bajca pa obsegajo zgodovino mednarodnih odnosov, obveščevalnih služb, jugoslovansko oziroma slovensko-italijanskih odnosov, protifašizma in manjšin ter nasilja, med temi tudi nad ženskami na Primorskem in v Istri v tranzicijskih obdobjih po prvi in drugi svetovni vojni. V zadnjih letih se intenzivno ukvarja tudi z izvirnimi raziskavami o mednarodnih vidikih razpada Jugoslavije in osamosvojitve Slovenije. Svoje raziskave je zastavil na podlagi komparativne analize arhivskih dokumentov iz tujine, od Londona, Rima do Beograda in drugih. Je avtor 3 samostojnih znanstvenih monografij, objavil je več kot 75 znanstvenih člankov oziroma razprav in uredil oziroma souredil 9 znanstvenih monografij. Skupna znanja sta dr. Klabjan in dr. Bajc združila v knjigi Ogenj, ki je zajel Evropo, ki je šla pri Cankarjevi založbi na nekaj več kot 450 straneh. Njen urednik pa je Aljoša Harlamov. Jaz bi najprej za uvod vaju vprašala o vzgibu, ki vaju je pripeljal do te knjige, zakaj sta se odločila za pisanje te monografije in tudi kako je potekalo vajno delo, ki je bilo, kot vemo, zelo obsežno. Krivda je moja, Borut je sprejel. Ne, res, dobesedno tako. Bom jaz začel? Po želji. Si me prehitel. Še enkrat lep pozdrav tudi z moje strani. Najlepša hvala za povabilo, da lahko to knjigo prvič predstavimo ravno v teh prostorih. No, na vprašanje Poljanka, tako je. Oba sta zbirala gradiva o Narodnem domu že več kot 10 let. Kar veliko časa. Poznala sva historiografijo o tem v raznih jezikih. Ideja pa sama, kdaj bi se tega začeli lotiti konkretno, malo je tlelo že 2 leti in pol, 3 od tega in potem enega večera ob enem pivu, morda sta bili tudi 2 pivi, sem Boruta prepričal, da bi šla v to. In Borut je to sprejel. Morda ni vedel, v kaj greva, delo ni bilo lahko, je pa bilo zame seveda izjemno zanimivo, kar se mi je bilo najboljšega izmed kolegov, da lahko pripravimo takšno knjigo. Zdajte, ja, Borut, najlepša hvala, tudi hvala, ker si bil z mano potrpežljiv. Beseda tebi. Hvala za prijazne besede, hvala Poljanka, hvala Gorazd, spoštovani gostje, lep pozdrav tudi z moje strani. Knjiga je nastajala res 10 let, morda več, kajti se z vprašanjem Narodnega doma in vsega tega, kar povleče za sabo v bistvu
osebno, ampak verjamem, da velja za oba, se nekako srečujemo od vedno, še preden sva se lotila biti zgodovinarja. Tako da je vprašanje Narodnega doma dejansko, se z njim srečujemo kratko malo odvedno. Čeprav je bilo potem faza pisanja razmeroma kratka in še krajša od tistega, kar pove datum, ker se je v bistvu včas lani ustavil. Februarja lani, ko sva bila pred tem, da bova nekako še zadnji najpomembnejši del od pregleda vsega napisanja in tako naprej, je kar naenkrat življenje zastalo, knjižnice zaprte, arhivi zaprti, stiki nemogoči in pisati knjigo na daljavo, verjamete, že samo po sebi, da bi sami pisali, je to zelo težko pravilo, v dveh je bilo to skoraj nemogoče in v bistvu je zaradi tega prišlo do zamude, kajti z založbo smo planirali, da bi knjiga išla lani v tednu pred 100. obletnico požiga. Temu ni bilo tako, smo v zamudi za 1 leto, ampak poudarjam, podčrtujem, v nekaterih primerih in mislim, da je to eden izmed teh, ta zamuda je prinesla marsikaj koristnega. Tudi zato, ker se je v tem času, če se spomnite, od januarja 2020 dalje, ko smo se bližali pri 100. obletnici, v bistvu pojavilo en cel kup takih vprašanj, ki si v bistvu sploh nismo predstavljali, da so vprašanja, da predstavljajo neko temo. In zato, in so bila seveda razna, ki jih tukaj ne vem, če bi jih obnavljal, dejansko pa se jih je odprlo kar nekaj. No, in zato, da lahko ta vprašanja potrdimo ali pa demantiramo, da lahko to dokažemo na strokoven in znanstven način, kajti ta monografija, kljub temu, da je pisana v poljudnem jeziku in zato dostopna vsem in namenjena vsem, temelji na izrazito preciznem in temeljitem znanstveno-strokovnem delu. In to sva želela vse skozi obdržati nek nivo, ki bo zelo visokega strokovnega profila, ampak ki bo hkrati dostopen zelo široki publiki. Publiki, ki je slovenska, zato ker je to namenjena trenutno slovenskemu bralcu, tako da smo nekatere teme, ne bom rekel, kar hitro šli skozi, ampak verjamemo, da večino slovenskega bralstva določene teme že pozna in jih ni bilo potrebno posebej poudarjati. Druge pa, ki so se nam zdeli pač zanimive, pa smo šli v globino, ki pač verjamemo, da odgovarja na nekatera vprašanja, hkrati pa odpira nova. In to je ta prednost, ki mislim, da nam je dal časovni razmik, ki nam je ponudilo to koronsko pandemsko leto 2020. Obdelanih tem je res zelo veliko, ne samo striktno vezanih na Narodni dom in dogajanje 13. julija. Če začnemo prav recimo tako od začetka, se mi zdi zanimivo, da sta veliko pozornost posvetila okoliščinam, v katerih je zrasel Narodni dom, torej tem slovenskim in slovanskim odnosom v mestu. Tudi pa, recimo, morda bo katerega bralca presenetilo vedeti, da je odpor do Narodnega doma bil prisoten pri delu italijanskega prebivalstva že očitno pred Prvo svetovno vojno in pred prihodom Italije leta 18 v Trst. Ja, tokrat te bom jaz prehitel časno. Bom kar jaz nadaljeval, tako da ne zgubim rdeče niti. Ja, tako je, ker v bistvu se nam vprašanja, ki se nam odpirajo danes, glede namembnosti, govorniki pred nami so poudarili, da bo to skupna hiša vseh skupnosti. No, so se v mestu so se pojavljale dejansko tudi že ob samem začetku, še pred gradnjo Narodnega doma, že ob samem nakupu parcele v tem mestnem predelu so prihajale pisma v uredništvo časopisa Edinost, ali ga ne bi poimenovali Slovanski dom, ki naj bi tukaj združeval vse slovanske skupnosti v mestu, ne samo Slovence. Potem se je pač zadeva obrnila drugače, ampak res
Že sam nakup parcele je predstavljal problem v mestu. Pred postavitvijo Narodnega doma, med njegovo postavitvijo in po njej, vse do danes. Zakaj? Zato, ker je bil to v bistvu trn v peti italijanskega nacionalizmu, ki je urbano okolje Trsta pojmovalo kot izključno italijansko mesto. To je srž vprašanja, to je srž problema. In ni dovolilo nobeni drugi skupnosti, še manj Slovencem, da bi si ta prostor delili. In to v bistvu spremlja nastanek Narodnega doma že od samega nakupa parcele. Koliko jih je slišal na račun tega tisti, ki je prodal parcelo Slovencem, ki so takrat kupili in kjer so potem v pičlih nekaj letih podjetje Martelans z Barkovem, največje gradbeno podjetje v Trstu, slovensko podjetje potem v nekaj letih tudi postavilo. Ampak to je bilo vprašanje same osnove, da, in kot sem rekel, trna v peti italijanskega nacionalizmu, ki ni želelo, kot sem rekel, ta Narodni dom sprejeti kot simbol slovenske prisotnosti v samem mestnem središču. Barkovlja niso bile problemi, Rojan niso bile problemi, Svet Ivan tudi ne, Škeden tudi ne, konec koncev, ali pa Svet Ivan, kjer so že povsod stali narodni domovi, ali so se postavljali v tistih letih. Problem je bil središče mesta, ki so ga v svojem mentalnem obzorju pojmovali kot izključno kulturno prostor italijanstva. No, in Narodni dom ni bil moteč samo zaradi, kaj s tem, lepe fasade, velikih oken, moderne notranjosti, 60 hotelskih sob, kavarn ali česarkoli drugega. Problem je bil njegov simbolni naboj. Simbolni naboj tega, ki je sam po sebi presegal sam hotel, sam Narodni dom, je dejansko predstavljal slovensko prisotnost v mestnem središču, ki z tem je dobilo tudi svojo materializacijo v prostoru, svojo fizično prisotnost in je kot tak seveda predstavljal problem v tistem, kot so to poimenovali italijanski nacionalisti, sveta italijanska tla. In to je bilo skromitev svetih italijanskih tal sredi mesta in kot tak je Narodni dom, kot sem rekel, predstavljal problem pred, med in po njegovem, tudi po njegovem požigu vse do, ne samo v času fašizma, ampak tudi kasneje. Ampak o tem mogoče lahko še kaj kasneje povemo. Po prihodu italijanskih oblasti leta 1918 pa je bil Narodni dom stalno pod policijskim nadzorom in eden od vajnih pomembnih virov so tudi poročila recimo tajne policije, ITO ali Noticiario Politico, zapisniki zaslišanj, tako da je tudi očitno, da so tajne policije imele dobre informatorje tudi znotraj Narodnega doma verjetno. Morda kaj izhaja, če vas je kaj presenetilo pri v teh dokumentih? Presenetilo je tole, da je bilo morda teh informacij res zelo veliko in so se pravzaprav večkrat ponavljale. Seveda, to ni rečeno, da so bile preverjene. Ko gledamo takšna materijale, jaz se dosti ukvarjam tem ravno z zgodovino obveščevalnih služb, bi trebali biti zelo previdni v takšnih virih. Niti ne preseneča, da so informatorji imeli vmes slovenske narodne skupnosti, očitno tudi v samem Narodnem domu, ker dobite informacije v teh arhivih o tajnih sestankih ali pa zaprtih sestankih v prostorih Narodnega doma, točno uro, kdaj bodo imeli naslednji občni zbor in tako dalje. Kaj je tukaj pa pomembnega? Tukaj je pomembno, da to, kar je rekel Borut, je ta rdeča nit. Niso želeli dati možnosti, da Slovenci v centru mesta so uspešni. Da ko pridemo do tega leta 18, da prvič v zgodovini to območje se v bistvu spremeni, ker prvič lahko pride do razmejitve, prej je bila Avstro-Ogrska, leta 18 se popolnoma zadeve spremenijo, Italija bo tu ali pa bo Jugoslavija, Italija imela vse možnosti, so pa se na nek način bali ali pa bili zelo skeptični proti Jugoslovanom, kot so rekli, ali pa proti Slovanom, češ da lahko škodijo italijanski zasedbi.
In zaradi tega je bil Narodni dom stalno pod nadzorom, kot tudi druge organizacije, drugi centri. Stalno je bila ta rdeča nit na italijanski strani, predvsem te tajne policije, vojaške, ITO, ki je vodil Cesare Finci, češ, da bodo Jugoslovani tukaj pripravili vojaški udar proti Italiji. To je njihov pogled. Da, kot zgodovinari, moramo tudi upoštevati kontekst, moramo zadeve interpretirati, primerjati z drugimi viri. Jasno, da je ta strah bil zelo prisoten in bil absolutno pretiran. Mi točno vemo, da vojaške kapacitete Jugoslavije proti Italiji niso imeli nobene šanse. Kvečimo Jugoslavija je zanimala Koroška. Ne glede na to, je ta ustvarjena psihoza od leta 18 dalje, tudi na predvečer požiga Narodnega doma, bila pravzaprav funkcionalna, ker so nacionalistične skupine z fašisti v prvi vrsti v Drnedini, so to znali izredno dobro izrabiti in so, kot čez da bi dobile izgovor in ja, vse so nevarni in jih napademo. 13. julij 1920 v časopisih recimo beremo, da na ta dan je prišlo tukaj do ne vem kakšnih eksplozij, do ne vem kolikšnih eksplozij skladišč orožja v Narodnem domu. Analiza dokumentacije, analiza več drugih zadev, tudi fotografij, tudi logičnih izpeljav, kako pride do eksplozij, sva se informira tudi pri velikih ekspertih o eksplozivih, kaže, da so bile to velikanska pretiravanja. Tudi logika nas ne pelje to, da tukaj bi Slovenci imeli polno orožja. So pa to verjeli, morda tudi bralci, navadni bralci, ko so brali ta poročila. Ker ena izmed zadev v tej knjigi, če se dovolim to iti, in verjetno tukaj bolj, potem me bo tudi dopolnil. Gremo od velike politike do malega človeka. Gremo od tega, kar so oblasti si želele, kakšne so reakcije enih, pa drugih, pa v Londonu, pa v Parizu, pa v Washingtonu, pa tudi kako so navadni ljudje to doživljali. In med temi tudi seveda bralci časopisov enih in drugih in takrat fake news je tudi takrat krožila in če so stokrat dobili fake news, so potem temu tudi verjeli. Skratka, zgodba velike politike, tudi na malo politiko, znani ljudje in pa neznani ljudje, ki dobijo tukaj v tej knjigi tudi ponekod ime in priimek in je zaradi tega tudi zgodba bolj kompletna. Se strinjaš bolj? Se strinjam s tem, da bi se povrnil navezano na to, kar si povedal in hkrati vrnil na tisto, kar je na Poljankino prejšnje vprašanje. V bistvu novosti te knjige je bodisi časovno, bodisi metodološko, osebinsko širino tega dela. Zato, ker v bistvu to ne gre za prvo knjigo v Narodnem domu. Mnogi kolegi, katerih dela tudi uporabljava v tem monografi, so že natančno preučili posamezne vidike Narodnega doma, od postavitve do delovanja v njem in tako dalje. Zdaj, naš pogled, naša perspektiva pa je želela biti širše narave, ki bi vključevala od samega začetka, od same ideje tega Narodnega doma do realizacije do včeraj. V bistvu to pa ne gre samo za nek širši časovni razpon, ampak gre tudi za nek nov metodološki pogled, ki vključuje tudi poglede drugih, pač drugačnih perspektiv, ko smo jih vedeli do danes. Do danes je naše vedenje o požigu v bistvu temeljilo na poročilih uradnih oblasti, policijskih prefekta, kvestorja in raznih oblasti in sil javnega reda, ki so jih na to potem pošiljali dalje v Rim in korespondenca za nazaj. Mi smo to nekoliko bodi si razširili, bodi si preverili in poglobili z arhivi, z arhiva Jugoslavije, z pričevanji sobarice v Narodnem domu oziroma njene usode oziroma usode vratarja Narodnega doma. To smo preverili na podlagi enega izmed
sodelavcev Tržaške posojilnice in hranilnice, ki je tu stanoval v Narodnem domu in skoraj izgubil življenje v požaru 13. julija 1920. In njegovo usodo je nekako primerjali z tisto Cankarjevega hlapca Jerneja, kajti njegova tragična zgodba se ne zaključi tistega 13. julija, ampak dejansko to je začetek njegovega popotovanja in prerekanja z državo. Zdaj, enkrat je to italijanska, drugič je to jugoslovanska, ampak tako, da to nam govori prek perspektive, prek oči malega človeka v bistvu odnos ne samo do Slovencev v Trstu, kajti to je želela biti bistveno širša študija kot le neka slovenska zgodba v Trstu. In dejansko verjamem, da je uspelo nam to prikazati na bistveno višjih nivojih, ki sicer zaobjemajo tržaško zgodbo, ampak jo v primerjalni perspektivi ponujajo v neki evropski perspektivi, ki se jo da brati v nekem primerjalnem kontekstu z drugimi podobnimi okolji. Zdaj, ali je lahko neko cvetoče sredozemsko multikulturno mesto, recimo, kot je lahko bil Tripolis ali pa Aleksandrija, je lahko mogoče neko srednjeevropsko multikulturni koto, kot je lahko Praga, Vroclav ali pa katerokoli podobno mesto. In lahko ga beremo kot uspenjajoče industrijsko središče, kot je lahko Liverpool, kaj podobnega. Skratka, eno tako delo, ki ga je mogoče primerjati z mnogimi drugimi evropskimi okolji. In bodi si ga primerjati v tem širšem geografskem prostoru, hkrati pa ponujati ne več samo nekega institucionalnega pogleda, ki je sicer zanimiv in potreben, ampak ga je potrebno dopolniti z drugimi perspektivami. Kajti se dejansko tudi zgodovinopisje na splošno spreminja in se spreminja tako, da vključuje v zadnjih 20, 30, 40 letih v bistvu vključuje socialne, kulturne in druge vsebine, ki se mi zdi, da ponujajo in to tudi v tej knjigi neko pestrost in dajajo tudi neki stavbi, ki konec koncev govorimo o neki stavbi, dajo neko človeško noto, ki je potem daje in ponuja vso kompleksnost raznih človeških izkušenj, kot je bila recimo od tega Franca Straha, o katerem sem zgodbo dobil v arhivu Jugoslavije, ko se je potem še 20 let boril za zadoščenje, zato da bi dobil odškodnino, zato ker je v bistvu vse izgubil v Narodnem domu in potem v bedi živel vse do leta 1941 v Ljubljani, potem se za njim izgubijo pač sledi, ampak je v bistvu ta njegova zgodba, kako bo prišel do pravične odškodnine, zelo zanimiva in nam govori veliko več kot samo o enem požigu, o nekem požaru v neke stavbe sredi Trsta poleti leta 20. Oba sta omenila tudi tuje arhive, v katerih sta opravila svoje raziskave. Verjamem, da bo marsikateri bralec presenečen, kot sem bila jaz, ko sem ugotovila, koliko so se tuji diplomatski predstavniki ukvarjali z dogajanjem v Trstu tistega 13. julija. Recimo Velika Britanija in Združene države Amerike so celo razmišljali, da bi v Tržaški zaliv poslali vojni ladji po 13. juliju. Takratni tuji diplomati, ki so bili v mestu, so bili zelo zaskrbljeni nad dogajanjem. Ne? Kako si to razlagate? Predvsej nenavadno je, da v nekem mestu, ki je gostiteljica, konzuli, pa generalni konzuli, se tako postavijo na eno stran, ki ni stran gostiteljice. Kaj se je zgodilo po 13. juliju leta 1920? Z drugimi besedami. Tuji diplomati, ki so bili zelo številni v Trstu, to je bilo za veliko, je bila ena meka za diplomacijo. So zadeve videli predvsej drugače od lokalnih oblasti in od potem Rima. Se tudi nekateri med sabo potem sestali in tudi pripravili nek zapisnik.
nameravali pripraviti eno mednarodno preiskavo o tem, kaj se je zgodilo 13. julija, in to je bil za Rim zelo velik problem. Najbolj so se tu izpostavili britanski generalni konzul, generalni konzul Češkoslovaške, konzul Francije in konzul Združenih držav Amerike. O njih smo dobili kar veliko dokumentov, o nekaterih prav zelo veliko, predvsem o tem britanskem in tudi predvsej o tem iz Češkoslovaške. Je pa zelo zanimiv recimo primer francoskega René Dolot, mu je bilo ime, ki je bil v Trstu zelo znan. Imel je veliko prijateljev v zelo pomembnih krogih italijanskih, ne slovenskih. Recimo, on je živel v hiši, ki je imel nekdanji politik Pitako. Bil je celo prijatelj z Danuncijo. A kljub temu, po 13. juliju leta 20 napiše ambasadi v Rim: jaz ne morem vedno tako pisati, kot si želijo oblasti. Mislim, da ta stavek je zelo poveden. Ameriški konzul in britanski pa, glede tega, kar se ti omenila, celo dajo vedeti svojim nadrejenim, da bi tukaj potrebovali v mestnem pristanišču bojno ladjo, da je pač zadeva šla izpod nadzora. To, skratka, delovanje tujih konzulov je izjemno zaskrbelo italijanske oblasti, še bolj kot v Trstu v Rimu. In minister za zunanje zadeve Sforza si je zelo prizadeval, da bi vodilnim v teh državah utišali te konzule. V bistvu jim to tudi uspe. Zakaj? Ker v ozadju je bila prioriteta neka druga zadeva. Da bosta Jugoslavija in Italija dobili dogovor za mejo, ki potem ga dobita tistega leta novembra v Rapallu, Rapalska meja. Torej, Narodni dom, ki govori in vse tisto nasilje istega dne, da ne pozabimo, skupno je bilo 21 nasilnih napadov samo v Trstu. Naslednji dan zgori Narodni dom Pulj. Potem je še na vrsti Reka, pa še v Zadru so nasilje. To nisem tukaj v Trstu, to je bilo velikansko nasilje. To pospravijo pod preprogo, ker to moti. Kolateralna škoda na nek način. V knjigi večkrat opozarjata in izpostavljata to, da so pri napadih na slovenske objekte, kot si omenil, je tisti dan bilo napadenih 21 gostiln, bank, sedežev, pač odvetniških pisarn in drugih krajev, kjer so se združevali Slovenci, da so pri teh napadih sodelovali tudi uniformiranci in torej, da so oblasti v bistvu podpirale te napade. Tak je tudi primer, vidva jo poimenujeta Generalke, ki se zgodi skoraj leto pred Narodnim domom, 4. augusta 1919. In morda se mi zdi zanimiva ta anekdota objave dnevnika takratnega škofa in zadnjega slovenskega škofa v Trstu, Karlina, ki tudi kaže na to, kako so italijanske oblasti imele prste vmes. Bom začel jaz, potem predam besedo tebi, zato ker bi rad poudaril nekaj. Nasilje v mestu, zdaj v tistem, ni bila novost. Čeprav nekateri mislijo, da je bil Habsburški Trst neke vrste Eldorado, ker so vsi živeli v miru in strpnosti, ni bilo tako. Dejansko nasilni dogodki, pretepi, streljanja in vse skupaj so spremljali mnoga obdobja trenja in napetosti v prejšnjih desetletjih. In ti so bili ne samo na etnični osnovi, ampak tudi na socialni osnovi. Če pomislimo na pokol delavcev v začetku 20. stoletja, delavcev Lloyda recimo in tako naprej. Skratka, vsak večji
trenutek, so lahko bile volitve, so lahko bile recimo boj za uveljavitev italijanske univerze v Innsbrucku. Je bilo, za tem so stali mnogi pretepi, ki so se vršili po kavarnah, po barih pred Narodnim domom, ki ni bil prvič tarča napada 13. julija 1920. To je bilo pred Prvo svetovno vojno in po njej. In to niso bili samo proti slovenski, ampak tudi proti italijanski izreči, če pomislimo ob napovedi, italijanski vojni napovedi leta 15, ko so zažgali sedež Pikole, napadli in cel kup drugih kavarn in lokalov, kjer so bili nekako simboli italijanstva v Trstu. Tako da to je neka stalnica v tržaški zgodovini. Kaj se zgodi, zakaj je leto 18 in obdobje po prvi svetovni vojni tako pomembno? Zato, ker se kontekst spremeni in se nekako, če poenostavim, tehtnica prevesi na eno stran. Ker če so imperialne institucije, Habsburška monarhija prej nekako držale in ublaževale vse te spore in želele uveljaviti neko nadnacionalno identifikacijo s tem, da se vsi nekako prepoznavajo v nekem širšem in pomembnejšem in tudi pragmatičnejšem Habsburškem imperiju, potem te institucije iz dneva v dan, ki so tukaj bile navzoče stoletja, in zato predstavljate si šok za navadnega državljana, kjer neke institucije, v katere je slepo verjel, si sploh ni predstavljal, da bi to lahko ne obstajalo, ker naenkrat razpade. In dejansko to pride za sabo cel kup novih nasilnih postopkov, ki se v bistvu potem v novem kontekstu dejansko prevesijo, kot sem rekel, tehnično na eno stran in v bistvu se pokaže to, da ideja Italije kot nacionalne homogene države, ki, kot je prevladala po prvi svetovni vojni, da pač vsi tisti, ki živijo znotraj meja nove Italije, morajo biti hočeš nočeš Italijani, potem se je tukaj to dejansko zgodilo na razne načine, tudi z fizičnim nasiljem, s katerim so pač bodisi lokalni nacionalistični krogovi, bodisi drugi pač, ki so želeli ta načrt uveljaviti, dejansko postopali na tak način. Med temi primeri je tudi že prej to, kar si omenila, bodisi napad na lokalnega škofa Karlina, bodisi cel kup drugih primerov. Tako da to Goraz prepustim tebi. Ja, Andrej Karlin, ki je bil zadnji slovenski škof v Trstu, je doživel decembra leta 18 napad na njegovo škofijo, ko mu ukradijo njegov dnevnik. To bo zasebni dnevnik. 8., 9. in 10. julija 1920 se je povedal dni od muk. Zakaj? Ker 8., 9. in 10. julija 1920, par dni pred požigom, je časopis Lera Nova objavil dele tega dnevnika. Začela se je protislovenska propaganda. Tiste dni pred požigom je Piccolo in tudi drugi časopisi so v bistvu hujskali. 11. julija, kot dobro vemo, se zgodi ta incident v Splitu, ko 2 italijanska mornarja umreta, pa tudi en hrvaški domačin umre. Tega so vsi pozabili, v knjigi tudi njegove ne. To, kar se zgodi v Splitu, ni bilo čisto jasno, vendar za tržaške dogodke je izjemno pomembno, ker 13. julija, ko pride novica v Trst, je teren že pripravljen. Časopisi pišijo, moramo maščevati to, kar se je zgodilo v Splitu. In zanimivo, da vsi vedno govorimo, da se vse prične tistega dne ob 18. uri na trgu zedinjanja Italije, Piazza Italia. Ne, se segreva že tisto jutro. Fašisti gredo v velike tovarne in prisilijo gospodarja, da izobesi na podloga italijansko zastavo v znak žalovanja za te stvarske dogodke.
takrat, ko je bilo približno 4000, mislim, še delavcev, so pričeli stavkati. Se je pričelo segredati že prej. Potem tisto, kar se zgodi, smo brali že v marsikateri knjigi. Vem, da se tukaj čas nam teče, bi pa dodal samo še par zadev glede tistega 13. junija, ker iz teh naših raziskav izhaja marsikaj. V bistvu odgovornost oblasti. Zakaj? Ker tistega dne so dali 3 zelo pomembne zadeve izdali. Prvič, prepoved manifestacij. In kljub prepovedi manifestacij je prišel do tiste manifestacije na trgu Lipta, odhodar je prišla potem množica in so potem napadli dom in ga zažali. So direktno to prepovedali, tudi natisnili tako. Drugič, postavili so zelo visoko število policajev, vojakov in tudi posebnih enot proti demonstracijam pred pomembne palače v Trstu in največ ravno pred Narodnim domom. Po nekaterih virih 410, po drugih 450 vojakov, policistov, to ni malo. In kljub temu je prišlo pred Narodnim domom približno 500 oseb in uspelo vdreti. Kako to? Analiza vseh poročil in tako dalje, ugotovimo, da nekega kordona pred Narodnim domom tega ni bilo. Vojaki, ki so morali biti, ki tukaj so bili vojačnici, te vojačnice se zdaj ni več, tam, kjer je zadržna Kaška banka, da imamo predstavljamo, kje je to, 150 metrov tukaj v vrani črti, so večinoma gledali skozi oken, ko se je pričelo najhuje tukaj. A kljub temu še en podatek, ki ga boste dobili v knjigi. Oblasti so tudi naročile, da tistega dne bodo morali biti posebni policaji na kolesih, da obveščajo komande. Takrat ni bilo teh telefončkov. S kolesi pa so lahko prišli hitro. Kar se prične leta 20, ob 18. julija na trgu Lipta, ko se pričela segrevati, vmes poti potem napadajo ta del konsularnega predstavništva na ulici Macini, je bilo že jasno, kaj so dajali. In ko so prišli pred to palačo, je bilo že jasno, da tukaj oblasti, če bi želeli, bi pač postavili te vojake in bi postavili. 410, po drugih virih 450 vojakov ali pa policistov pred enostavno, to je ogromno število. To izhaja iz primarnih virov. Vprašanje je še veliko, ampak res se mi zdi, da je počasi že ura, da počasi zaključimo, zato bom kar preskočila do zadnjega vprašanja. Vajina knjiga se zaključi leta 2020, ko smo slišali, torej ob 100-letnici požiga. Nekje proti koncu knjige definirata Narodni dom kot zrcalo in barometer odnosov tu živečih narodov, zlasti Slovencev in Italijanov. Zato me zanima, kako ocenjujeta te odnose in kakšno prihodnost si tokrat bolj kot Tržačana in neko zgodovinarja želita za Narodni dom. Zdaj se ne krega tako, da bo začel. Po mojem je škoda, da preskočimo celotno to obdobje po drugi svetovni vojni, zato ker se mi zdi, da je bistveno in zato bomo 2 besedi povedali tudi o tem. Zakaj? Zato, ker je bil to namen, eden izmed ključnih namenov te knjige, ne samo opisati tisti 13. julij 2020, ampak v bistvu iztrgati Narodni dom iz nekega varnega okvira fašizma. Aha, fašisti so bili tisti pač ta hudobni, to so zažgali, pika, konec fašizma, konec zgodbe. Ne, v bistvu se zgodba Narodnega doma nadaljuje po letu 1945 in tudi na tem, za to obdobje smo dobili, moram reči, po mojem mnenju, zelo pomenljive dokumente, zanimivo dokumentacijo, kjer v bistvu izhaja tisto, kar to rdečo nit, da v bistvu je bil Narodni dom vse skozi politični problem. Ni bilo samo vprašanje nekega, kako bomo zdaj arhitekturno to obnovili ali pa karkoli drugega. Dejansko je vseh poročil, ki smo jih dobili in ki smo jih pač uspeli
načeti, izhaja, da je bil Narodni dom v 40 letih, v 50, v 60 letih dejansko problem tisti, kot se je bil v 19. stoletju. In v bistvu se mi zdi, žal, da v nekaterih primerih, no ne bom rekel, da vedno, da to je ostalo nespremenjeno v vseh desetletjih, vse dodaleč, to bi bilo seveda zmotno trditi. Ampak to, da v bistvu je navzočnost Slovencev v središču mesta za marsikoga moteča. In seveda to se dobro pokaže tudi potem, ko so si želeli tržaški Slovenci v 40, v 50, v 60, 70, 80 letih, vse skozi 90 letih dejansko, priti do lastništva Narodnega doma, naleteli na politično v bistvu tukaj zaporo. Tako da to se mi zdi eno izmed novosti ključnih, ki nam odpira in cel kup drugih vprašanj, ki gredo preko tega, da krivimo tistih nekaj črnostrajčnikov, džunto in tako naprej, ki so napadli Narodni dom. Hudobni fašisti, ki dejansko v celotnej zgodbi Narodnega doma vse skozi igrajo vlogo, se mi zdi potem, ko sem razmišljal, nekega grešnega kozla, do določene mere seveda. Ker dejansko je v bistvu odgovornost za trenutno stanje, če gledamo teh 100 let oziroma ali pa več od ideje gradnje Narodnega doma, veliko bolj kompleksna in zapletena, hkrati seveda tudi zanimiva. Ker se ne da stlačiti samo v neko nasprotovanje fašistom proti ubogim Slovencem ali pa hkrati v neko nacionalno nasprotje Italijani proti Slovencem, Slovenci proti Italijanom. To ne gre, kot je povedal tržaški zgodovinar Elio Apič že v 80 letih, zato niso se tu nekaj izmišljali nekaj novega. V bistvu povzela in poudarjava to, da gre pri vprašanju pravic slovenske manjšine, gre za vprašanje demokracije. Ne za vprašanje pravic slovenske manjšine. Ali se bo tukaj bomo uspeli uveljaviti neke človekove pravice, ali ne, ampak to je vprašanje demokracije kot take, ki bo splošno sprejeto od vseh, ne samo od Slovencev, slovenske manjšine in tako naprej. Tako da to je eno bistveno širše poglavje kot samo neka zgodovina Slovencev v Republiki Italiji in v bistvu se srečuje z vprašanji, s katerimi verjamem, da se srečujemo mnogi vse do danes, ali so to starejšica na dokumentih, ali so vrnitev Narodnega doma, ali je zastava, kot predvideva zaščitni zakon na javnih zgradbah v Trstu. Ja, v Trstu je, ampak ta Trst je jasno delimitiran, ki je ja, ki je ne. In to so neko vprašanje, ki se vleče vse skozi. Zdaj jih lahko včasih nekoliko pometimo pod preprogo, zato ker nam niso všečna, ampak pač to ni geografija Narodnega doma. To pač je kritična knjiga, ki odpira nekatera vprašanja, nekatera odgovarja, kot sem rekel, na nekatera pušča še odprta in upam, da bodo sprožila neko razglabljanje, razmišljanje tudi za to, kar si lahko vprašala, za prihodnost tega poslopja, nasplošno za prihodnost Slovencev v Trstu, nasplošno za prihodnost mesta kot takega, ki se ne more izogniti temu, no lahko vse, ampak naj se ne bi izognilo soočenju s samim sabo, z lastno drugačnostjo, ker pač je drugačno mesto, hočeš, nočeš. Se spomnim nek komentar nekega politika pred leti, je rekel, ne razumem, zakaj ne moramo Trst obravnavati kot normalno italijansko mesto, zato ker ni normalno italijansko mesto, čisto enostavno. In prej bomo to vzeli na znanje in prej se bomo pač lahko soočili z nekaterimi vprašanji, ki se mi zdijo dosti bolj pomembna za prihodnost tega mesta, ampak iz katerega ne moremo izpustiti seveda odnosa do drugačnosti tega mesta, tega prostora, ki načenja in s tem spet se naveže na evropski nivo, ne more mimo tega, da kakšno Evropo si želimo, ker to ni gre samo za vprašanje Trsta. Mislim, konec koncev, oprostite mi, ampak Trst je tukaj dejansko samo en primer, ki bi ga lahko postavili mnogo drugam. Ampak tukaj je vprašanje, katere Evrope si želimo. Ali si želimo neko Evropo delimitirano z nacionalnimi entitetami in nacionalizmi, ali pa neko Evropo, ki spoštuje lastno in drugo drugačnost. Tako da v bistvu in v ta kontekst je potrebno po mojem upoštevati
poslopje, mislim, Narodni dom in zgodbo vse, ki se vrti okrog njega. In mogoče potem še na konec si pustim še eno glede prihodnosti tega poslopja, zdaj pa da predam besedo Gorazdu. Podpišem, edino je to, morda pa vendarle je treba dati pike na i kot zgodovinarji. Zakaj? Ker če ne potem se zgodovina, ki ni razčiščena, ni pojasnjena, se potem vrača, zdaj govorim metaforično seveda, vrača na takšen način, da pušča preveč grenkove. Tukajšnja zgodovina teh naših krajev je bila kruta, tudi pa nismo nekaj zelo posebnega v svetu, veste. Dajmo tudi, daj pomislite, nismo nekaj izjemnega. Je bila posebna, ma ni bila edinstvena. Tukaj smo zgodovinarji naredili, dovolite mi, in tukaj povem zelo jasno, in tu je zelo kritično, ne do tebe, pa do nekaterih novinarjev. Zgodovinarji smo dosti bolj naprej šli s svojimi raziskavami kot politiki. Kar nekaj sem bral pred kratkim, da je ravno obratno, ne. Berite knjige, ki smo jih napisali, morda ni lahko, morda je pač recimo dolgo. Tale je napisana v lepem stilu. Mi smo napisali marsikaj. Če bi se kdaj to malo pogledalo, ali pa bi se nas vprašali, recimo konkretno, iskreno, kaj in kako pravijo raziskave, morda bi bilo malce manj težav. Govorim, seveda, ne kot politik, kot zgodovinar. In tu je tako bo rad gledal na to prihodnost. Seveda, tudi jaz sem človek kot vsi drugi, s tem, da ugotavljam, da jaz mislim, da v našem prostoru je med ljudmi, govorimo navadnimi, kamor tudi jaz spadam, bilo seveda dosti več korakov, kot jih je politika. Sedaj živimo dosti bolj normalno kot nekoč. Mi Slovenci smo bili nekoč en geto. Smo bili en geto. Kdo je hotel priti k nam, ni bilo lahko. Sedaj smo se bolj odprli. Sedaj mešane užine, če lahko to rečem. Pogledajte malo, kako je v šoli. To je nekaj normalnega. Se treba tukaj prilagoditi. In mislim, da tukaj zgodovina je lahko zelo zanimiva in zelo koristna. Starši na šoli, kamor hodi moja hčerka, so mu vprašali, če bi za ne slovensko govoreče starše imel nekaj predavanja o zgodovini. Polno bilo. Veliko sve. Tine starši, ki pišejo v slovenske šole in ne obvladajo slovenskega jezika, gotovo niso nasploh Slovencev. Absolutno ne. Logika pravi, da ne. S tem pa, seveda, je tukaj identiteta. Slovenci jo bomo ohranili samo, če se ne bomo bali izgubiti identiteto. Ta je veliki strah. Če ti se nekaj ne bojiš, greš v svet, poveš in potem se konfrontiraš. In imamo, kot imajo tudi Italijani, kot imajo tudi drugi v tem mestu, stvarno možnosti, da gredo na ta voz, ki je lep, ki je naprej dosti bolj zanimiv. In če mi dovolite tukaj, dovolj ste tudi s tem Trstom, tudi širše. Čez nekaj let Bogorica in Novogorica, prestolnica kulture. Par kilometrov bolj proti vzhodu, pa proti zahodu so še druge realnosti, ki so zelo zanimive. Recimo, jaz poučujem v Mariboru je krasna izkušnja in lahko v Mariboru prinašate izkušnjo tukaj in obratno. Mi se tega premalo zavedamo. Malo katera slovenska organizacija, če se malo izkašljam, se je modernizirala v zadnjih letih. In tukaj v naši knjigi, bolj proti koncu, ne da prav dosti govorimo o tem, nakazujemo tudi tole. Odnos, ki bo do Narodnega doma, je v bistvu tudi odnos do samih sebe, pri recimo Slovencih. Še to. Fašistov tukaj je bolj malo, ker tudi v virih je bolj malo. Francesco Giunta, tisti, ki je to organiziral, v virih skoraj ga ni. Kako to? Je zelo paradigmatično to. Bi šel še naprej,
bo reči zadnje vprašanje, pa pred zadnje. Zadnje je že bilo. Dobro slušaj. Ne, morda to, glede na to, da sem zdaj omenila oba, tudi ta bolj zadnje desetletja. Recimo iz vajne knjige se mi zdi zanimivo tudi to, da sta rekonstruirala tudi vsa prizadevanja, ki so bila za vračanje Narodnega doma in zares Narodni dom je bil vedno tako med zahtevami slovenske manjšine, recimo vsaj do 90-ih let. Recimo pomislimo tudi, da so bila tudi potem, ko je bil zgrajen kulturni dom, ki ga je manjšina malo doživljala kot odškodnino za požig Narodnega doma, ampak tudi potem se je še vedno pričakovalo in zahtevalo, da bo Narodni dom vrnjen, kot vemo, je bila tudi nabirka podpisov, je bil celo enkrat plačan že tudi avans, zato da bi se ga odkupilo in je potem splavalo vse po vodi, verjetno prav zato zaradi tega, kar je omenjal Borut, da tudi v 70-ih in 80-ih letih trg še vedno ni bil pripravljen na to, da bi Slovenci v središču mesta imeli tako stavbo, kot je bil Narodni dom. Ja, in tudi v 90-ih letih, če nadaljujem s tem vprašanjem, zato ker je bil vse do zadnjega baje, to bi bilo dobro še poglobiti, ampak problem je ukvarjati se z zgodovino, ki je in ki je ni, ki je v bistvu še sodobna zgodovina, seveda je v bistvu seveda prednost v tem, da lahko se posvetuje s še živečimi, recimo, protagonisti, pomanjkljivost pa je, da ne moreš teh osebnih izpovedi recimo potem preveriti, kot je naloga vsakega zgodovinarja, potem z različnimi in drugačnimi viri. Ampak tudi v tem primeru, tudi v 90-ih letih je bil Narodni dom vse do zadnjega dne omenjen oziroma opisan kot protivrednost za izgradnjo sinhrotrona v Bazovici. Poleg ureditve parka spomina 4 bazoviškim junakom, kar se poleg seveda ureditve parka miru na občinah za Pinka Tomažiča in tovariše, to je bilo leta 1990, to je bila obljuba za razlaščena zemljišča med Gropado in Bazovica, ker je potem nastal center Eletra oziroma sinhrotron, spominjam to leta 1990, smo leta 2020 in vse do zadnjega je bil na tem spisku teh protivrednosti za razlaščeno zemljo, tudi je Narodni dom, ki pa je moral zadnji trenutek dan pred podpisom istega seznama in baje po osebni pripovedi enega izmed protagonistov, takrat seveda zato, ker razmere niso bile politično še dovolj ugodne. Tako da to ne gre samo za 70-ta, 80-ta, ampak lahko govorimo seveda tudi v 90-ih letih. Potem, koliko bo ta zadeva šla še naprej, pa seveda zgodovinarji imamo pri tem določene omejitve, kot izhajajo z našega poklica kot zgodovinarji. Se mi pa zdi, da vseeno lahko na koncu zaključimo tudi z malo optimizma. Protokol je bil podpisan pred enim letom. Ta postopek vračanja se je začel, kot vemo, bo še zelo dolg, ampak začel se je in vse kaže tudi, da imajo vse vključene strani namen ga spoštovati. Tako da bi se vrnila k temu svojemu prejšnjemu vprašanju, malo kakšno prihodnost želita za Narodni dom in kako si predstavljata njegovo prihodnost. Da bi se čim več tukaj združevali, po mojem mnenju je brezvezno reči različne kulture. Logično, da bo različne kulture, že sami Slovenci imamo različne kulture. Zakaj ne? Mora biti en center, ki bo, sem prepričan, da bo dobro in lepo zaživel. Mi bi lahko priti do tistega podpisa, jaz ne vem, zakaj protokol piše memorandum v dokumentu, ki smo ga dobili. Vse govorijo o protokolu, ma nič hudega. Ok, nič hudega. Jaz imam to glede terminologije večkrat tole. To se je podpisalo, ne pozabimo, Svetevanski so se začela dela pri Svetevanskem Narodnem domu, bo trajala 2 leti. Fajglovo knjižnico so otvorili novo, prenovljeno v trgovskem domu, del trgovskega doma. To so zelo pomembni koraki, še ga ponavljam, samo posebej umevno,
da bomo noter tisti, ki bomo želeli biti noter, različnih kultur, jezikov. Jaz si želim, da prijo različnih jezikov, različnih kultur, ker želim spoznati če več. Spoznavam po celi Sloveniji in po svetu, bi tudi v Trstu, Češke, Nove, sem prepričana je. Jaz se seveda zelo veselim podpisa in vrnitve celotnega poslopja v slovenski skupnosti, ampak ker sem v knjigi analiziral tisti simbolni in estetski del, ki ga ima Narodni dom, opozarjam, da v bistvu, če nekdo si želi vrnitev nazaj v 100 let, to ne bo mogoče, ker se je dejansko Narodni dom spremenil, Trst se je spremenil, Evropa, svet so se spremenili. In zato težiti k nekem ponovitvi Narodnega doma iz leta 2004, v leta 2020, mislim, da bi bila napaka, kajti bi to pač pomenilo, da nismo razumeli, kaj je 20. stoletje prineslo za sabo in kaj nas čaka v 21. stoletju. In tudi zato, ker v bistvu ta estetska vrednost, ki so jo želeli Slovenci, graditelji Narodnega doma, ponuditi za zgraditvijo Narodnega doma, ni več mogoča, zato ker so potem pred Narodni dom na laž postavili palačo Arrigoni Sajma, da bi v prostoru v tržaškem urbanem okolju skrili v mestnem imaginariju podobo Narodnega doma in to, kar predstavlja. Stavba stoji še vedno pred Narodnim domom in zato kot taka Narodni dom ne bo več igral v mestnem okolju tistega vloge, ki jo je igral v začetku 20. stoletja. Ampak niti je ne more igrati. Zakaj? Zato, ker v tistem kontekstu ta predel mesta je bil tisti, ki se je najbolj razvijal. Je tisti, ki je hotel predstavljati modernost novega industrijskega središča, novega Trsta. In v bistvu tukaj se je vse gradilo, tukaj so bili najmodernejši, tisti, ki je hotel biti tisti, ki je hotel biti najbolj ekskluziven, ta je kupil parcelo v tem delu mesta. Po vseh spremembah arhitekturnih in pač spremembah mesta, ko se je spremenilo v 20. in 30. letih, recimo, kot se je spremenilo trg Oberdan v 30. letih, v bistvu ta del mesta danes, tisti, ki živite to mesto, ki živimo ta del, vemo, da tukaj ni nekaj posebno inspirativnega, nekaj, ker bi nekdo težil da bi si kupil stanovanje ob trgu Oberdan ali tam, kjer danes stoji Narodni dom. V bistvu so nekaj uradi in tako naprej. V bistvu ni ta predel mesta tisti, ki nekako teži k novemu Trstu 21. stoletja. Zato mogoče, in dajmo razmišljati, glede na to, evo, bom zaključil neko pripombo, se ne bo nič kaj takega, brez skrbi. Ampak mogoče tukaj čakamo, ker je tisti postopek bo trajal več let, ocenjevalci trdijo 10 do 15, mogoče 20, 30, karkoli bo, ampak ne, pač tisti ocenjevalci trdijo, da nekako naj bi trajalo nekih 10 let ta vrnitev in potem preurejanje in vse skupaj. Mogoče začasno seveda bi morda dobili eno začasno rešitev v tistem delu mesta, kjer se trenutno razvija in to je staro pristanišče. Zakaj ne bi tam dobili 2 poslopi, kjer bi Slovenci lahko razvijali svoje pač kulturne ustanove, samo začasno seveda, dokler se ne preuredi ta stavba, mogoče, tako da kot zgodovinar mogoče predlog za prihodnost, ker je pač tisti predel mesta, kjer se trenutno najbolj razvija. Navajni platnici Narodni dom ga nosijo na rameni, ga lahko preselimo v staro pristanišče. Recimo, ja. Knjiga je na prodaj v veži, bomo dočakali tudi italijanski prevod? Absolutno ne bo italijanska prevoda, ker bo nova italijanska knjiga, ker mora biti napisana za italijansko publiko. Sem zmenjena z Borutom, bo tudi malo krajša in bo za kakšno italijansko vsedržavno založbo, ker to ni samo zgodovina Trsta.
to je celotna Italija tudi pač širše. Tudi zdaj tega smo izbrali Cankarjevo založbo, kjer so takoj tudi sprejeli, ker to je napisano za slovensko publiko, da v Sloveniji, ki spoznajo našo zgodovino in so takoj torej sprejeli zelo rade volje in so tudi zelo zadovoljni. Danes predstavnika žal pač ni. V redu, hvala. Torej mi vam želimo, da bi knjiga išla, vam želimo in si želimo, da bi knjiga išla tudi v italijanščini, da bi tudi italijanski bralci spoznali to zanimivo zgodbo. Hvala za potrpežljivost, hvala tudi tolmaču Petru Senici, grazie all'interprete Petr Senica za pomoč, ki je imel kar nekaj dela in mislim, da nas čaka še samo zaključni pozdrav. Hvala. V imenu Fundacije Narodni dom naj vam izrazim zahvalno predstavili nocoj z nami. Da bi čim širši publiki omogočili sledenje temu dogodku, ki je pomemben zgodovinski mejnik in simbol prihodnosti Slovencev v Italiji, naj povem, da smo slovesnost posneli in bo od jutrišnjega dne posnetek dosegljiv na spletu. Današnji večer bomo zaključili z glasbo in petjem, ki nam je poklana glasbena matica. Ob koncu še misel, ki sta jo ob 100-letnici požiga Narodnega doma izrazila predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Ljubila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Mantel. Misel o iskrenem naporu, da ponudimo vsem, ki se prepoznavamo v naši skupnosti, konkretne perspektive ob 100-letnici požiga Narodnega doma, nas usmerja v poziv, da nam bosta samo sloga med Slovenci in prepričanje, da jo je možno doseči tudi v odnosu do drugih tu živečih skupnosti, jamčila boljšo prihodnost. Narodni dom naj bo dom Slovencev v Trstu in v Furlaniji julijskih krajih, odprt, sodoben, v srcu Trsta in v srcu Evrope. Ne zraste iz načela strpnosti, razumevanja soseda in demokracije, ki je temeljno izhodišče antifašizma. Naj najde v Narodnem domu varno streho vsak Slovenec in svoboden človek, ki verjame, tako kot mi, da je ta vrst kot vera, ki ne dolguje. Lep večer še naprej. Rastoč višavi vaških pil, samoten in venič. Nekdaj pa nisi ti venil, ko hodi sem na bas in tebe na klobuk pripel, sem vriskajoč na glas. Na oknu raste si lepo, ti sam si priča bil in sam izvest na to nebo, kje sem pod oknom bil. Zdaj veni, veni, rožmarin, s teboj sem jo kropil.
Božno pevje zvoni zli. In jaz sem se solzil.